Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice, pa je prišel sneg prvič v novi sezoni tudi za res in res ogromna pošiljka je bila danes zjutraj, ceste so bile zasnežene, ampak danes sem se odločil, da bom šel malo pogledat, kako so se s tem snegom spopadle občanke in občani na pločnikih. Ti so običajno zadnji, ki jih očistijo pa pešcono v našem mestu in se je kar nekaj ljudi že tukaj, vidim, en gospod pride. Dober dan, reporter Milan, lahko malo zmotim? Ja, dober dan. Sneg je, ne? Ja, je, ja. In kak ste vi peš, vidim danes, kak so pločniki? Dobro, peš, ker z avtom je še nekako šlo zjutraj. Samo od parkinga do firme pa vseeno moram priti. Mislim, začelo se že včeraj zvečer. Ker sem pri vremenski napovedi rekel, doma žene, sneg bo. Kaj pa te sneg? Pri 6 stopinjah. Ti se tudi pomehkužo. Izpada, lahko jaz filme gledam. Ko sem se zjutraj zbudil in iskal svoje gležnare na pol gojzare na vezalke, jih svoja ni bilo, ker mi je ona pospravila v klet oziroma v garažo, ker je rekla, dobro, pa kaj, koliko si ti star? Zdaj se gležnari brez vezalk nosijo, usnjeni, tanki, elegantni, da pa še k vsakim hlačam. In to sem si tudi dobil, ker druga izbira so bile samo nizke teniske, se za njem 40 paro šuho. In ko sem od avta šel, v toti težki sneg pa žlufarcev, sem z levo nogo vstopil v neki kup. In ko sem hotel vum potegniti, ni šlo in valjda, da mi je gležnar v kupu ostal. Da vam opišem, pa da vam zdaj ne kažem, črne, svilene, tanke nogavice imam. Ker mi je zopet ona rekla, pa dokdaj boš ti nosil tote bombažne, športne, debele štumfe? Kaj če se moraš ki sezut? Sem pa ki sem sezuvo, če grem na firmo, pa kaj če se ti kaj zgodi, pa kaj se jim bo zgodilo? Pol pa se ti tote rebre vidijo, ko ti noge zatekajo, ker lepinjo, veš? Je pa kdo lepinjo, jaz se te vem, da lepinjo, vete. In ko sem po desni nogi skakal do gležnara brez vezalk, sem valjda neko ploščo skočil, se mi je spodrsnilo. Me je vrglo direkt na trtico, ono ko naredi. Naj pa vem, ker se mi je 6krat spodrsnilo sva, ker imam svileni z okn, ki je koder salka gor, da mi je na pomoč priskočila ena ženica, predvidevam med 105 pa 130 leti stara, pa sem rekel, gospa, saj bom, pa sem si sam pri sebi mislil, pa dobro, kam ti, kam? V četrtek te bojo najdli, kome. Polko sem se obul sva premočen, mrzl v nogo, v bistvu mi je cmokalo, sem hotel malo pojamrati, ampak niti še glasa 200 metrov nisem imel. Tak sem šel dalje, pazil, da gležnara ne zgubim, ko mi je z ene veje gor 3 kvadrate snega padlo. Direkt za vrat, ker kapucara ne smem nositi, ker nisem več 22 let star. Kaj se boš ti oblačil primerno? Ali kak mi boš hodil okrog? Tako da mi je po hrbtu dol do riti 7 litrov steklo. Na vroči hrbet, ker sem že tak bil malo zašvican, ker sem po eni nogi skakal pa padel. Potem sem šel dalje do prehoda za pešce, kjer je prišel en terenec, pismo rečemo podmornica, ker je imel samo mali krogec na šipi spucan in me je zalil spredi tak. Mislim, če imel kapucara, me v bistvu ne bi se samo dol pa brisal. Tako moram letom primerno srajco nositi pa sako. Sako mi že dolgo ne gre skupaj, ker imam postavo ko politik z Brda, zato je tudi ona kriva, pa njeni makaroni. Tako da me je še od spodaj zmočilo pa vse do jajc dol. In ko sem moker, premražen prišel na firmo, mi je naša ostarela tajnica rekla, pa le imamo snegec. In zdaj, da je ne pošleš tako nekam, se neko boljše zdaj, ko meseca maja. Pa prvo ni razumela, prvo pa je začela, samo leta 84, kaj pa je takrat maja snega vrglo. Samo rekel, ite si 3. Pa sem se obrnil, pa smo se zdaj srečali. Ja, kam pa grete zdaj? Kaj ti to resno? Ja, domov, če sem moker, ko pička, zdaj se ti najdel, da me provociraš tu. Premražan, ja, te nem glik vrgo, zdaj tu pred pluk. Majmun. Ja, dobro, no, meni je žal, da se vam je to zgodilo. Upam, da vi niste imeli podobnih težav danes zjutraj, v vsakem primeru previdno, tudi po pločnikih, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.